Z ognjem v očeh. Živela je z ognjem v očeh, bil je za mnoge to greh. Plesala je še, ko vsi so že spali, ni bila kot drugi ostali. Štela je zvezde, sedeč na zeleni livadi, iskala je pesem, ljubila na glas. Plamen je v njenih prsih tlel in oči so žarele. Bila je res lepa, iskrena, bila je preprosto nobena. Drage dijakinje, dragi dijaki, starši, sodelavci in vsi ostali virtualni obiskovalci letošnjega literarnega večera, lepo pozdravljeni. Hvala Ani za čudovito interpretacijo pesmi Z ognjem v očeh. Plamen je v njenih prsih tlel in oči so žarele. Bila je res lepa, iskrena, bila je nobena. Bila je Tjaša Završki, ki še vedno je, danes tukaj v naši sredi kot avtorica pesniške zbirke Maline v jeseni. Tjaša, pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljam pa tudi profesorico Mileno Ogrizek, ki je bila Tjašina profesorica slovenščine in pa urednica pesniške zbirke. Pozdravljena. Pozdravljene. Tjaša, v enem šolskem zborniku si svoje življenje opisala kot popotovanje punčke, ki je rasla gor ob pravljicah, postalo dekle ob najlepših romanih, pesnilo pa že v osnovnošolskih dneh. Lepo si tudi zapisala, da tvoje pesmi navdihuje in piše življenje, zato so le te tvoj edini pravi življenjepis. Torej, kaj tvoje pesmi povejo o tebi? Ja, res je, pri 19 letih se mi zdi, da človek ne more imeti nekega obsežnega življenjepisa. In zato se mi zdi, da s temi pesmimi, zbranimi v zbirki, ki jo imamo danes pred seboj, kažem v bistvu najgloblji del sebe in to, kar resnično sem. Drugače teh pesmi ne bi bilo. In se mi zdi, da bolj kot kakršnikoli dogodki, dosežki, padci ali pa vzponi me definirajo pesmi. No, super, hvala. Kot smo že nakazali na začetku, je Tjašina pesniška zbirka nastajala nekje v ozadju že kar nekaj časa. Izšla pa je pred dobrim tednom v počastitev 20-letnice gimnazijskega izobraževanja v Rogaški Slatini. Pa če se lahko najprej kar ustavimo ob naslovu zbirke Maline v jeseni. Ta ujame našo pozornost, no, in se mi zdi, da zveni kar tako malce kontradiktorno. Jesen je ponavadi nek čas poslavljanja, maline so pa po drugi strani neka taka sončna, energijska bomba, nek sinonim za poletje. Zakaj ravno tak naslov? Ja, ta naslov se je v bistvu porodil v moji glavi ob sprehodu na našem domačem vrtu, kjer so v pozni jeseni res rasle maline. In takrat sem začela razmišljati o tem, da se lahko nekaj lepega, novega, okusnega porodi tudi v takih obdobjih, ko tega ne pričakujemo. In da drugačno ni nujno slabo. In tudi zdi se mi, da so moje pesmi in da sem jaz drugačna. In zdi se mi, da se vsak človek kdaj počuti drugačen, nesprejet. Ampak če na to pogledamo z drugega zornega kota, recimo kot na Maline v jeseni, je slika mogoče širša in lahko v vsaki stvari vidimo nekaj pozitivnega. In zdi se mi, da tudi ta naslov nekako zajame celotno pesniško zbirko, v kateri je veliko različnih tem. Tako da ne predstavljam si teh pesmi brez drugega naslova v bistvu. No, zelo zanimivo. Se mi zdi, da zdaj ta tvoja razlaga da res neko tako še podlago vsem pesmim, ki smo jih lahko brali v zbirki. Mogoče bi se na tem mestu ustavila tudi ob ilustracijah v zbirki. Te ilustracije so nastale pod svinčnikom Neje Rajh in Teje Kubula. Mogoče Tjaša še ti kaj o tem poveš? Se mi zdi, da ilustracije dajo res tako lepo sliko zraven tvojim pesmim. Ja, te ilustracije so me res tako presenetile, zaradi tega, ker sva v pogovoru s gospo ravnateljico, magistrico Dubravko Berc, prav v bistvu razmišljali, v katero smer bi šli pri teh ilustracijah, komu bi jih v bistvu, če se lahko tako izrazim, naložili. In tako moja kot želja gospe ravnateljice je bila, da to ustvari nekdo, ki sodeluje na naši šoli. In moram reči, da sem navdušena nad izbiro ilustratork, ker so res čudovite. In mogoče sem jima naložila malo težko nalogo, ker se od prej ne poznamo, mogoče samo na videz. In rekla sem jima, naj naslikata v bistvu tako, kot si sami dve predstavljata moje pesmi. Torej,
kakorkoli v bistvu. In se mi zdi, da te ilustracije tako lepo pokažejo, kako različni smo ljudje in kakšne različne občutke v bistvu poraja poezija v nas. In res so čudovite, mislim, da ne bi mogla biti bolj zadovoljna z njimi. No, meni se tudi zdi, da res dajo tako piko na i vsem pesmim in da jih res še lepše in bolj natančno prikažejo. Tako, če te lahko še vprašam, odkot si črpala navdih za pesmi? Tvoje pesmi so po eni strani res take optimistične, imajo oziroma dajo nek življenjski zagon, če pa tega življenjskega zagona ni, pa dajo neko tako preprosto človeško klofuto, da življenje tako je, da nimamo kaj jamrati in da gremo naprej. Tako da mi je bilo to zelo zanimivo. Mogoče sem tudi pričakovala kako tako romantično, najstniško svetobolje, pa tega ni najti v tvojih pesmih. Ja, res je, da so kar zanimive tematike. To pa zato, ker so nastale pretežno v tem mojem srednješolskem obdobju, vsaj napisane so bile, če so se ideje mogoče porodile že prej. In na to obdobje, čeprav ni tako daleč nazaj, me vežejo res najlepši spomini. Tako na šolsko okolje, kot na zasebno življenje. In se mi zdi, da sem v tem okolju toliko zrasla, da sem nekako izoblikovala svoj moto, da je treba delati, ne pa jamrati. In se mi zdi, da iz tega potem tudi izhajajo moje pesmi. Včasih pa še malo, če se lahko po domače izrazim, pojamrati in takrat to dam pesmi, ampak na tak način, da potem sama sebe zmotiviram za delo naprej. Da dam te slabe občutke ven iz sebe in potem si rečem, no, zdaj pa gremo naprej, novim zmagam naproti. In tudi privoščim to vsakemu človeku, da se dobro počuti v svoji koži, kar lahko za sebe rečem, da se trenutno res dobro in da mogoče tudi v mojih pesmih dobi kak zagon oziroma vsaj malo optimizma. No, vsekakor. Meni se mi zdi, da smo ga, vsi, ki smo imeli priložnost zbirko že prebrati, smo ta zagon vsekakor dobili. Dobili smo tisto neko optimizem, neko voljo, ki jo danes res rabimo. Nekaj, kar še hočem izpostaviti v zbirki, je pa tale playlista ob koncu. Ko listamo, najdemo zelo zanimive naslove poglavij. Potem je pa ob koncu še tale playlista, za katero se mi zdi, da je nisem videla v nobeni pesniški zbirki do sedaj. Vsakemu poglavju si dala neko pesem. Tukaj najdemo tako Siddharto, koga še Queene, pa tudi slovenske Zimzelene. Zakaj taka izbira oziroma zakaj so te pesmi sploh igrale tako pomembno vlogo v zbirki? Ja, tako kot ob knjigah sem tako rečeno gor rasla tudi ob glasbi, ker se ukvarjam tudi za glasbo in sicer igram veliko instrumentov in se mi zdi, da poezija in glasba skupaj sta pa en tak lep občutek in tako lepo sodelovanje in mislim, da bi vsak moral poslušati več glasbe in brati več poezije. In da se mi je ponudila priložnost, da to združim, da dam neke glasbene predloge, na tem sem bila izjemno navdušena in tudi na tem, da je gospa ravnateljica podprla to idejo in mi nekako dovolila, če se lahko tako izrazim, malo bolj drzen korak. To mi je veliko veselje. In upam, da si kak bralec tudi zavrti kakšno pesem o branju poezije in mogoče potem pogleda na kakšne stvari z drugega zornega kota. No, zelo zanimivo, ker so v bistvu taki komadi, ki jih vsi dobro poznamo, pa jih potem mogoče na nek drugačen način tudi slišiš zraven ob branju tvojih pesmi. Ja, res je. Mislim, da glasba popestri čisto vsak trenutek in moj namen je, da bi ga tudi poezija, ker se mi zdi, da med mladimi postaja mogoče malo manj priljubljena in mogoče z glasbo lahko pripomoremo k temu, da bi bila bolj. No, hvala. Sedaj bi te pa, Tjaša, prosila, da prebereš pesem Sončna slika, za katero praviš, da je kar tvoja najljubša. Ja, res je. Jutranja rosa ti bo oprala dušo, sonce bo na tvoj obraz naslikalo nasmeh. Dan kot ustvarjanje za ples, pojdiva skupaj po nevidnih stran poteh. Iščem tvojo roko, ko kopava se v popoldanskem soncu. Ne vem, kaj z nama bo na koncu. Pišem z dotiki po vreli koži ti ljubezen. Listje pada in sanjava naprej. Počasi nebo zakriva mrak, ovija ga v temen pajčolan. Tvoje misli meni so svet neznan in nad mesto pada mir.
V tvoji duši so kresnice, ne zaupaš mi resnice in hkrati mi ne lažeš. Sonce pomaha dnevu v slovo, pomislim, kako je s tabo mi lepo. Pa odide na sončno stran spominov še en dan. Vem, ti zjutraj boš zaspan. Vem, jutri za naju bo še en sončen dan. Tjaša, hvala za interpretacijo. Sedaj se nam pa nekaj vprašanj vsekakor poraja še o mentoričini vlogi pri tej pesniški zbirki. Milena, Tjašine pesmi so, tako kot tudi Sončna slika, polne nekih preprostih življenjskih slik, hkrati so pa zelo čutne. Kdaj oziroma kako ste na Šolskem centru Rogaška Slatina prepoznali Tjašin talent? Najprej bi mogoče rekla, da se jaz ne dobivamo za Tjašino mentorico, zaradi tega, ker Tjaša je to, kar je sama povedala, da je. Smo pa hitro prepoznali, da njene pesmi jo definirajo. In sicer že v prvem letniku je v razredu kazala izjemen občutek za liriko. Zelo dobro je zaznavala to, kar je drugim bilo mogoče malo težje. In začelo se je tako, da je preprosto takrat, ko bi sošolci naj povedali kaj pametnega o nečem, kar smo prebrali, so se zazrli, da je vse učil Tjašo. Tjaša pomaga. No in potem v drugem letniku sem Tjašo povabila, naj sodeluje na literarnem natečaju Mala Veronika. In Tjaša mi je sramežljivo prinesla nekaj pesmi, ki so meni bili zelo všeč. Drugače pa jaz v njene pesmi nisem nikoli posegala. No, ampak te pesmi so se potem ob Veronikinih natečajih nabirale. Začeli smo jih izkoriščati za popestritev naših šolskih prireditev kot neko tako kulturno, ne samo na kulturnih prireditvah, ampak kot kulturno podlago. Začela jih je objavljati v šolskem spletnem časopisu. Objavila je oziroma zastopala je našo šolo v pesniškem zborniku Spominčica. In nekako leto in pol nazaj sem začela Tjašo spodbujati, naj malo razmišlja o pesniški zbirki. Mislim, da nekakšno leto in pol, in potem je trajalo kakšno leto, pol leta, čez počitnice malo, pa jeseni malo. In nekako potem je gospa ravnateljica zelo dobrodušno sprejela našo idejo, naj bi zbirka izšla ob 20-letnici naše šole. Tako da jaz se nimam za Tjašino mentorico, lahko pa povem to, če je mene kdaj kaj v pesmi zmotilo, pa sem rekla, zakaj si pa to tako napisala, mogoče bi pa malo drugače. Je rekla, ne, točno tako mora biti, ker sem točno tako mislila. In mislim, da je točno to. Tjaša je nekako pesnica za mlade in nas stare. Ja, njeno razmišljanje je podobno mladim, ukvarja se s problemi mladim. S to razliko, kar sem jaz brala pesmi z natečajev mladih pesnikov, ki so zelo pesimistični, razdiralni, je Tjaša skozi navidezno preprosto sliko, tako kot si rekla, znala odkriti tudi tisti življenjski trenutek, ki nam ni najbolj všeč, in ga na nek način znala tudi razrešiti. Tako da meni njene pesmi delujejo v resnici zelo optimistične in strašno srečna bom, ker bodo v moji jeseni to moje najljubše maline. No, res lep zaključek, hvala Milena. Tjaša, na koncu zbirke pišeš, pa tudi kot je gospa Milena rekla, da so te na šoli res podprli, da si dobila neko podporo tako strani sošolcev, prijateljev, pa tudi strani zaposlenih, in da si ravno zaradi tega dobila tak zagon za pisanje te pesniške zbirke, da je v bistvu pol teh pesmi nastalo v pičlem tednu dni, ne? Kako ti je pa to uspelo? Ja, res je. Naj za začetek povem, da sem bila naravno šokirana nad količino podpore, ki sem jo v bistvu prejela od mentorice gospe Milene Ogrize, ki me je podprla vsem, kar sem napisala, do gospe ravnateljice, ki je dobrodušno odprla vrata svojega kabineta oziroma pisarne in se bila z mano pripravljena pogovarjati in realizirati vse te moje
ideje, ki so bile marsikdaj tudi zahtevne, pa tudi do sošolcev, ki so bili res izjemni, ko sem jih opazovala pri pouku slovenščine, so zehali, na pol spali in potem sem prejemala take lepe komentarje, z veseljem so previrali moje pesmi, pa tudi dobila sem veliko mailov in pa prijaznih sporočil na hodniku od učiteljsko-vzgojiteljskega zbora in potem se v nekem trenutku vseh teh pozitivnih kritik in tudi dobronamernih kritik v smeri, kaj je treba popraviti, toliko nabralo in toliko navdiha je bilo nekje v moji glavi, da sem se preprosto usedla eno popoldne za računalnik, ker sem se pesmi tudi pisala v Wordov dokument in sem pisala vse to, kar mi je ležalo na srcu in sem izpisala vse to veselje. Tako da ja, je potem nastalo dobra polovica pesmi v enem tednu, ampak navdih se pa začel nabirati že prej. No, super. Zdaj pa, da še damo našim poslušalcem nekaj tvoje poezije, bi te kar prosila, da si izbereš eno pesem in nam jo prebereš. Torej, primerno tematiki bom prebrala Srce v belem snegu. Srce v belem snegu. Čez bele planote vzpenja se sonce. Tiho in mirno je, mraz je v zraku, prebudi se in zaspi zima v mraku. Izdihnem belo kepo utrujenih misli, glavo obrnem v levo, slikam s prsti po belem snegu. Rišem srce in prsti so mrzli. Tako, hvala za branje. No, ob koncu našega pogovora te pa moram še malce pobarati o načrtih za prihodnost. Sedaj trenutno študiraš medicino in medicina se mi zdi nek tak poklic, pri katerem si ne smemo pustiti veliko umetniške svobode, sploh pri postavljanju nekih diagnoz. A ta zdaj karierni korak pomeni tudi korak stran od tvoje poezije ali boš še vedno nadaljevala v smeri pesnjenja? Ja, zanimivo vprašanje. V bistvu sem v tem trenutku še tako navdušena nad tem, kar se dogaja zdaj, da težko konkretno razmišljam za naprej, ampak neki cilji v zavitju v oblake vseeno so. In sicer sem zelo zadovoljna, da lahko tudi na zdajšnji šoli, na Medicinski fakulteti v Mariboru, sodelujem v časopisu, Presnovniku in tudi na mnogih literarnih natečajih v sklopu fakultete. Ti so običajno tudi bolj medicinsko obarvani, ampak zelo so navdušeni nad vsemi, ki pišejo poezijo in so me zelo lepo sprejeli, nad čimer sem presenečena, glede na to, kakšno smer študiram. Želim si pa mogoče vzpostaviti kakšno spletno stran in tam objavljati svoje pesmi, ker to počnem predvsem zase. In če s tem lahko nekoga osrečim in nekoga spodbudim k razmisleku, predvsem mlade, potem bom zelo vesela. Želim pa si tudi v prihodnosti, mogoče bolj daljni prihodnosti, napisati kakšno slikanico, kakšno zgodbico za otroke, ker se mi zdi, da sem to, kar sem, ker so mi kot otroku starši brali vsak večer zgodbice. In to so moji najljubši spomini na otroštvo. In zdi se mi, da nam to danes manjka, da nam manjka ta otroška domišljija, kjer je vse mogoče in želim si prispevati mogoče tudi k tej smeri literarne umetnosti. No, čudovito. Se mi zdi, da lahko rečemo v imenu vseh, da se tega res že veselimo in upamo, da se nekoč uresniči. Tako, Tjaša, a te lahko ob koncu še prosim mogoče za kako misel za naše dijake, dijakinje in vse, ki gledajo oziroma spremljajo literarni večer? Ja, najprej bi se mimo tega vprašanja zahvalila vsem, ki ste si vzeli čas in si pogledali ta naš literarni večer. Zahvalila bi se voditeljici literarnega večera, Niki Jančič, ki je prevzela to odgovornost, mentorici gospe Mileni Ogrizek in pa gospe ravnateljici, magistrici Dubravki Berc-Prah. Za konec bi pa povedala, da hvala vsem tistim, ki boste moje pesniško ustvarjanje podprli na tak način, da boste v roke vzeli mojo zbirko Maline v jeseni. Pa še samo en napotek k branju. Ne sprašujte se, kaj sem jaz mislila s tem ali pa z onim, ali pa zakaj je ta beseda v tej pesmi, zakaj sem to tako napisala, ampak samo pustite, da neka pesem, nek vers
vzbudi v vas občutke, kakršnikoli že bojo, pozitivni ali negativni. Pustite, da vas poezija vodi. Tako, hvala lepa. Mislim, da ne bi mogli zaključiti z lepšo mislijo. Še enkrat najlepša hvala obema za prijeten pogovor. Hvala tudi vsem, ki ste se nam letos pridružili na tak malce drugačen in oddaljen način. Upam, da ste v pogovoru uživali in da so se vas Tjašine pesmi dotaknile tako, kot so se nas. Za konec pa naj preberem še nekaj toplih in prazničnih misli iz Tjašine pesmi December. December. Pusta pokrajina, v očeh pa veselje. In želje, in želje, in želje. Iskrice v očeh, ogromen ognjemet. Podari mi ljubezen, zloži mi pesem, pusti novoletne zaobljube. Ozri se okrog sebe in vzemi si čas, da pride ljubezen, da pride toplina.